Lepo pozdravljeni, sem Ditka Vidmar, nevroznanstvenica na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje in vodja interdisciplinarne delovne skupine za duševno zdravje aktivnih na trgu dela. Rada bi vas prav posebej povabila na dogodek Vitalni na delu s promocijo zdravja, ki bo 24. maja, ko vam bom na kratko predstavila novo in pomembno orodje za delodajalce oziroma delovna okolja, kot to imenujemo v naši skupini. Za sodelovanje na dogodku sem se odločila, ker je vaše delo za podjetje zelo pomembno, saj lahko bistveno pripomorete k dobremu delovnemu okolju. Zakaj gre? Gre za tako imenovani iskalnik ponudnikov storitev za delovne organizacije. Zakaj tak iskalnik in zakaj je pomemben? Nova znanstvena spoznanja potrjujejo povezanost med različnimi vidiki duševnih težav in znatnimi stroški delodajalcev za bolniške odsotnosti, prezentizem, fluktuacijo. In po podatkih Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu lahko kar 50 do 60% izgubljenih delovnih dni pripišemo stresu in psihosocialnim tveganjem povezanim z delom. Podobne izsledke navajajo tudi druge raziskave. Pri tem je pomembno predvsem to, da je z ustreznimi ukrepi možno te stroške bistveno zmanjšati oziroma jih celo prihraniti. Različne študije kažejo, da vsak vložen evro v promocijo zdravja povprečno povrne med 2,5 in skoraj 5 evrov v obliki zmanjšanja bolniške odsotnosti, nižje stopnje fluktuacije, višje produktivnosti in drugih pozitivnih posledic, ki jih omogoča duševnemu zdravju naklonjeno delovno okolje. In ravno pri tem bo ta iskalnik podjetjem lahko veliko pomoč, saj delovnim organizacijam na enem mestu ponuja zbrane vire pomoči, ki so pregledno razvrščeni, tako da se lahko vsaka organizacija odloči, kakšne vrste ukrepov bo izbrala. Med ponudniki storitev so tudi brezplačne možnosti, ker smo si želeli, da bi podjetjem pri tem res prišli naproti. Iskalnik je bil narejen v okviru nacionalnega programa duševnega zdravja, programa Mera. In na spletni strani Mere so zbrane številne pomembne informacije s področja duševnega zdravja in viri možnih pomoči. Na dogodku vam bom bolj podrobno predstavila koncept iskalnika in vrste ukrepov, ki so na razpolago. Vemo, da je zlasti po koronskem obdobju prišlo do porasta duševnih stisk tudi v delovnih okoljih, še odprej pa poznamo pojave na primer dolgotrajajočega stresa, ki lahko vodi v duševne težave, izgorelost in tako naprej. Treba je vedeti, da nihče, ampak res nihče, ne glede na položaj v podjetju, ni imun za nastanek duševnih težav. Dobra novica pa je, kot sem že omenila, da je z ukrepi za krepitev duševnega zdravja pri delu možno narediti veliko, da do težav ne pride, oziroma da če pride do težav, jih je možno zelo učinkovito obvladati. Upam, da se boste dogodka v čim večjem številu udeležili in se vidimo 24. maja.